Na Ptuju se je s sečnjo dreves začela ureditev srednje mestne tržnice. Projekt zajema predrugačenje Slomškove in Miklošičeve ulice, izgradnjo pokrite tržnice, gostinskega lokala in trgovine za prodajo domačih lokalnih izdelkov. Danes so na spletni strani ptujske občine objavili javni razpis za ureditev 620 kvadratnih metrov pokritih površin. Dela vrednosti 4,8 milijonov evrov se bodo začela po podpisu pogodbe z izbranim podjetjem. To naj bi bilo po 12. februarju, ko bo razpis zaključen. Dela se morajo zaključiti v 7 mesecih od podpisa pogodbe. Mnogi pa takšni ureditvi nasploh nasprotujejo. Žalostno je, da sredi žitnice mi nimamo prostora, kjer bi se lahko prodajali vrhunski izdelki. In ko smo mi ta projekt načrtovali, smo ga torej čas seveda nasprotovali in torej koncept, tako kot je sedaj zastavljen, zagotovo ne bo dal želenega rezultata. Tudi predstavniki civilne iniciative Ohranimo drevesa na ptujski tržnici so do županovih potez kritični. Naj spomnimo, da so pred 10 dnevi podrli drevesa na osrednji tržnici kljub peticiji za ohranitev dreves, za katere so zbrali 4500 podpisov in mnenju arboristov, da drevesa lahko ostanejo. Člani civilne iniciative smo seveda žalostni in ogorčeni nad tem, kar se je zgodilo, ampak se ne prepuščamo občutkom nemoči, temveč delujemo v smeri, da bi se takšne stvari več ne dogajale, ne le na Ptuju, temveč povsod po Sloveniji. Zoper župana so podali številne pritožbe. Mi kot iniciativa bomo zdaj iskali pravico po pravni poti. V teh 4 mesecih smo sprožili že nekaj pravnih postopkov na različna ministrstva, s katerimi smo želeli preprečiti ta poseg. Zdaj pa smo pripravili obširen spisek nepravilnosti komisiji za korupcijo, na policijo in na druge urade. Toda županu Ptuja Miranu Senčarju se z obnovo mudi. Ureditev srednje tržnice je vključena tudi v proračun za letošnje leto, tako da morajo v letu 2018 ureditvena dela zaključiti. Ali bo županu kljub številnim pravnim postopkom civilne iniciative uspelo uresničiti prenovo, pa bomo še videli.